Po slabšem uvodu in porazih z Rusijo in Estonijo je naša mlada reprezentanca na zadnjih dveh tekmah, ko se je pomerila z Dansko, popravila vtis in priigrala prvi točki. Za ohranitev upanja na uspešen razplet prvega dela kvalifikacije je bila zmaga proti Bolgarom tako rekoč nujna in s takšno željo so varovanci Tomaža Kavčiča tudi začeli tekmo v Novogoriškem športnem parku. V prvem delu je šlo vse po načrtih, tudi v rezultatskem smislu, saj je Blaž Vrhovec že v 24 minuti zatresel mrežo Kitanova. Ena proti nič in izvrstni obeti pred nadaljevanjem, saj so Slovenci tudi v nadaljevanju nadzirali tempo igre. Z napadom Vučkiča so priigrali tudi novo priložnost za povišanje izida in šele proti koncu prvega polčasa prva omembe vredna akcija Bolgarov, ko je Juga preizkušal Kolev. Za še boljšo popotnico v drugi polčas je imel na nogah uporabno žogo tudi Jelenič, a je bil tudi tokrat Kitanov uspešen. Kljub dobrim obetom pred drugim polčasom pa tudi nekaj skrbi povezanih s prejšnjimi tekmami z uspešnim uvodom in slabšim nadaljevanjem. Mi smo to zmago res iskali zdaj že 3 tekme, mi smo igrali dobro tekmo v Rusiji na Danskem. Dancem tudi tle doma, v okviru naših zmožnosti. Trikrat smo vodili, se je danes spet ne. Se je pa videl, da nismo bili sveži, tako kot treba, ta težka tekma na Danskem, nimamo take širine, dolga pot. In tako kot na prejšnjih tekmah, ki jih je omenjal tudi selektor, se je zgodilo tudi tokrat. V igro je vstopil v Nemčiji rojeni Jordanov, sicer član druge ekipe Borusije, in v 8. minuti drugega polčasa zabil za izenačenje. Spet se je torej zalomilo. Pa mislim, da Bolgari niso tako močni kot Danci. Lažje je igrati proti Bolgarom kot proti Dancem, tako da niso v istem rangu. Mi bi morali tekmo odločiti že prej. Ja, gol nas je definitivno presekal, ja, ampak smo videli, da če si vztrajen, se ti pa vrne. Ampak preden je padla končna odločitev, za katero je poskrbel prav Šporar, se je zgodilo veliko zanimivih stvari, ki so se stopnjevale proti vrhuncu v sodniškem dodatku. Najprej je z močnim strelom poskusil Vučkič. Bolgari so se v glavnem branili, saj so bili očitno z remijem zadovoljni, po drugi strani pa v popolni slovenski ofenzivi druge možnosti niti niso imeli. V 67 minuti je po podaji iz kota vratar Kitanov žogo reševal na golovi črti in jo dobro skril tudi pred našo kamero. Kmalu po vstopu v igro je nase opozoril Pučko in s podajo našel strelca prvega gola Vrhovca. Zdelo se je, da bo akcija 3 minute pred koncem zadnja slovenska priložnost na tekmi, ko je bil Šporar sam pred Kirilovim, a ga je zaradi prepovedanega položaja zaustavil sodnik. Nov remi tretji zaporedni in zapravljene priložnosti za napredovanje. To je bilo v igri, ko se je začel sodniški dodatek. Potem pa podaja v gnečo, nekaj odbitih žog in nazadnje neubranljiv strel Šporarja za prvo slovensko zmago v teh kvalifikacijah. V Novogoriškem športnem parku olajšanje na igrišču prizori neizmernega veselja, ki se je seveda odražalo tudi nekaj minut pozneje pred kamero. Fantom bi vseeno čestital. Ni enega, da ni hotel, plus na klopi, kar jih je. Vsi so si to maksimalno zaželeli in to se je na koncu vrnilo. Verjeli smo v to, da bomo zmagali in pol zadetek je padel v zadnji minuti. Tako da težko pričakovana zmaga, ne, končno. Smo vsi veseli. Ja, jaz mislim, da v drugi polčas smo stopili malo
nekoncentrirani, popuščala koncentracija, dobivali so duele na sredini igrišča in to nas je pol kaznovalo pri prijetnem zadetku. Mi gremo od tekme do tekme, zdaj imamo Rusijo doma, pa Bolgarijo tam, prvo se bomo koncentrirali na Rusijo, upam, da bojo vsi zdravi, pa bomo videli. Še enkrat bi se zahvalil tle v Gorici publiki, isto za podporo. Mi še v Gorici nismo tekme izgubili, kar se ne spre. Ja, in povabilo čez mesec dni v Koper. Ja, rad bi videl poln stadion. Naslednji termin imamo Rusijo, doma, bi bilo lepo, da jih zmagamo, da jim vrnemo za tisto, kar se je zgodilo v Rusiji. Ja, tako je nogomet, nikoli se ne ve, enkrat zmagaš, enkrat zgubiš, tako je pri nogometu. Ja, definitivno vse še odprto, kajti mi nismo igrali še proti Andori, medtem ko so Danci, Bolgari in Rusi igrali proti Andori. Vemo pa, da se proti zadnjim na lestvici točke odštejejo, tako da je vse še odprto. Mi moramo iti, zdaj igramo z Rusi doma in moramo doma obdržati vse 3 točke, potem gremo pa v Bolgarijo. Mislim, da če bomo zmagovali do konca, da vse je možno. V jesenskem delu kvalifikacij bosta torej še 2 kroga. 15. novembra bo na Bonifiki gostovala Rusija, naša reprezentanca pa bo odpotovala še v Bolgarijo. Iz prvega dela kvalifikacij gredo v zaključne boje za nastop na Evropskem prvenstvu zmagovalci vseh 10 kvalifikacijskih skupin ter 4 najboljše drugouvrščene reprezentance. 14 držav se bo nato v elitnem delu kvalifikacij na tekmah doma in v gosteh pomirilo za 7 prostih mest na Evropskem prvenstvu, kjer imajo nastop že zagotovljen gostitelji Čehi. Naslov prvaka stare celine branijo Španci, ki so bili junija letos na velikem finalu Evropskega prvenstva v Izraelu 4-2 boljši od Italije.